Danes v Pomurskem dnevniku. Prekmurci danes slavimo. Zopet čas za Radgonski sejem. Murska Sobota bogatejša za grafit. Raziskovanje mednarodnih okusov. Vreme, jutri bo sončno. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Najprej čestitam vsem Prekmurkam in Prekmurcem ob današnjem prazniku. Na današnji dan se namreč prekmurski Slovenci spominjamo združitve z matičnim narodom, saj so velesile po koncu Prve svetovne vojne na Pariški mirovni konferenci osoglašale s tem, da ta del ozemlja pripada kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Sinoči je v ta namen potekala slavnostna proslava v Puconcih. Proslave so se udeležili tudi častni gostje, predsednik države Borut Pahor, minister Dejan Židan in podpredsednik Zveze društev generala majstra Marjan Farič, ki je izpostavil, da se ne sme pozabiti na to, da je Prekmurje enakovreden gradnik Slovenije. Šele s priključitvijo Prekmurja državi SHS je bilo tako razrešeno dolgo tleče narodnostno vprašanje tukajšnjega življa, ki je po 900 letih ločenega razvoja pod madžarsko krono tako znova postal del matičnega slovenskega naroda. A tudi v času tuje nadvlade so Prekmurci skozi svoj jezik in kulturo znali ohraniti svoje nacionalno bistvo. Še več, prekmurski protestantski pisci so Prekmurje in Prekmurce že v 18. stoletju s prvo prekmursko knjigo vzpostavili kot nacionalni in posledično tudi kot politični subjekt. Prekmurci so bili in so ostali Slovenci, prekmurščina je postala slovenski knjižni jezik. Spomin na čas, ko se je tok zgodovine v drugem desetletju 20. stoletja zgostil do svojih skrajnih meja, je bil kar nekaj časa neupravičeno prepuščen pozabi zgodovinskih arhivov in razen omemb izgube slovenskega etničnega ozemlja na Koroškem in na Primorskem ter preštevilnih žrtev vojne, širši javnosti, vsaj kar se usode Prekmurja tiče, ni bil posebej znan. Pozabi zgodovinskih arhivov je bila prepuščena tudi vrsta akterjev takratnih dogodkov, slovenskih domoljubov, osebnosti izjemne širine, razgledanosti, daljnovidnosti in poguma, med njimi mnogih Prekmurcev, ki so s svojimi dejanji tako usodno vplivali na takratna dogajanja. Kako se je moglo zgoditi, da smo ta prvovrsten zgodovinski trenutek slovenskega naroda, ki je brez dvoma eden od pomembnih gradnikov današnje ozemeljske in narodnostne suverenosti Republike Slovenije, ko je slovenstvo za pogajalsko mizo pridobilo precejšen del svojega etničnega prostora, preprosto prezrli in zakaj je ostal komajda opažen vse tja do leta 2005. Je to bila naša nevednost, pomanjkanje zgodovinskega uvida, domoljubja, pomanjkanje državljanske zavesti, ideološka zaslepljenost, morda celo zavestno samozanikanje. Ta zgodovinski dolg je vendarle bil, a ne v celoti, poravnan šele leta 2005, ko je Državni zbor prisluhnil pobudi pomurskih poslancev, s katero smo končno pretrgali s to neznosno zgodovinsko slepoto in ignoranco. Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom kot državni praznik od takrat praznujemo 17. avgusta. A zgolj suha formalnost zakona, ki ta dan uvaja kot državni praznik, ne zadošča. Ta dan kot praznik vseh, ne le Prekmurcev, v kolektivni zavesti Slovencev, to mora šele postati. Njegov smisel kot dan zgodovinskega spomina na usodne dogodke, predvsem pa kot opomin, vodilo in vir navdiha prihodnjim rodovom bo dosežen, ko ga bodo vedno znova, ne le vsak 17. avgust, zlasti pa ne na vsakih 5 let in ne le skozi bežne omembe, na manj pomembnih straneh javnih občil ponotranili vsi Slovenci in bo z nami praznovala celotna Slovenija. Predsednik republike je pred proslavo položil še venek spomeniku Jožefa Klekla v Črenšovcih. S tem se je poklonil velikemu rodoljubu, narodnemu buditelju, katoliškemu duhovniku in politiku, ki se je že leta 1918 zavzemal, da bi se Prekmurje priključilo k matičnemu narodu. Na osrednji proslavi v Puconcih je nekaj besed namenil odločitvi arbitražnega sodišča. Tudi zaradi tega sporazuma, gospe in gospodje, sta zdaj Slovenija in Hrvaška ne samo dve sosednji državi,
ampak 2 sosednji državi Evropske unije. To je izjemnega pomena, saj omogoča tako ureditev življenjskih pogojev ljudi na obeh stranih meje, da se bodo lahko, ne glede na potek te meje, počutili varno, sprejeto in bodo lahko razvijali svoje nacionalne, kulturne in druge identitete. To je seveda mogoče doseči samo, če obe državi z močno politično voljo to želita tako urediti. Vendar je to mogoče. V tem smislu, ne glede na različna mnenja o pravičnosti poteka meje, ki jo je določilo sodišče, predstavlja njegova odločitev zadnje veliko dejanje dokončne določitve meja slovenske države, kar nam bi utegnilo zlasti v okoliščinah, ki bi bile v nasprotju z našimi željami in pričakovanji, in upajmo, da takih ne bo, bilo odločilnega pomena za našo varnost, stabilnost in razvoj. V kulturnem programu so nastopili izvajalci iz občin Puconci, Cankova in Tišina, prepoznavni Prekmurci pa so na govorih spregovorili o sebi, v Prekmurju in svoji državi. Sicer pa je proslava izvenela kot neko sporočilo državi, naj ne pozablja na svet tam daleč čez Muro. Zadnji teden avgusta je rezerviran za priznani mednarodni kmetijsko-živilski sejem, tako imenovani Agra, ki bo v Gornji Radgoni letos odprt že 55. leto. Organizatorji obljubljajo novitete, a tudi rekorde. Jubilejni 55. sejem Agra bo tudi letos postregel številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva in živilstva z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali. Potekal bo od sobote 26. do četrtka 31. avgusta v Radgoni pod sloganom Tradicionalno svež. Osebna izkaznica letošnjega sejma razkriva, da je letošnji sejem po vseh ozirih največji do sedaj. Kar 1820 razstavljavcev je prijavilo svojo udeležbo iz 36 držav, skupaj na 72.000 kvadratnih metrov razstavnih površin in vzorčnih nasadov. Težišča letošnjega sejma so v glavnem na trajnostnem, torej sledili smo mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj in v tem smislu so tudi številna težišča na vseh področjih. Sejem bodo oživele strokovne razstave živali, tako goveje, živali, konjev, prašičev in drugih. Živali se bodo predstavljale tudi na atraktivnih predstavitvah in revijah na maneži in skozi vodene oglede. Najboljše zglede in prakse rastlinske proizvodnje bodo predstavljali vzorčni nasadi. Osrednji sejemski vrt, permakulturni vrt z biodinamičnim načinom pridelave, sejemska njiva s poligonom, zeleni dragulji narave, slovenskimi avtohtonimi sortami ter drugim. Sveda glavni dogodek pa je prav gotovo srečanje skupine držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske. In pa sveda to je 16+1, mehanizem 16+1 govorimo. Sveda in pa težišča so tudi na hrani iz naše bližine, trajnostnem kmetovanju in gospodarjenju z gozdovi, ter kmetijska tehnike za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država partnerica Kitajska bo na sejmu prikazala svoje najboljše proizvode, umetnost priprave čaja in tradicionalne kulturne navade. Obiskovalci se bodo lahko na njenem razstavnem prostoru seznanili s kitajsko kulturo, poskusili kitajske kmetijske in živilske proizvode ter sklepali posle. Organizatorji pa obljubljajo tudi novitete. Med novostmi pa sodijo tudi razstava avtohtonih pasem domačih živalih z atraktivnimi predstavitvami in strokovnimi komentarji. Naj povem, da bo letos sicer tradicionalna razstava avtohtonih živali razširjena. Tisti, ki bolje poznate, celotna hala oziroma hlev, ko smo rekli konjski hlev, bo namenjen avtohtonim živalim. Druga takšna novost je letos
imenovana Agra Junior Pokal, kjer bodo tekmovali otroci v vodenju telička. Potem je novo tudi poligon Zeleni dragulj narave s predstavitvijo kolekcije različnih sort konoplje v kombinaciji z zdravilnimi zelišči, medovitimi rastlinami, namakalnimi sistemi, pa tudi energetskimi točkami. Potem so tu agrine dogodivščine, brezplačno varstvo in zanimive delavnice za otroke. Organizatorji sejma Agra so prepričani, da bodo zadovoljili vse okuse, tudi tiste, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom. Poskrbeli so tudi za novitete na področju infrastrukture, za boljše pogoje dostopa, interneta in ostalo. Medtem pa cena za obiskovalce in razstavljavce ostaja ista. Grafitarstvo, ulična umetnost, ki je na meji med umetnostjo, vandalizmom in tipografijo z ilustracijo. Nad stenami mestnih stavb se tako pogostokrat znesejo vandali ter na njih pustijo svoj pečat. Tokrat pa na delu ni vandal, temveč pravi umetnik, ki bo s svojim delom okrasil steno na vhodu v mestni park v Murski Soboti. Na severni strani fotozavnikera nastaja čisto prava umetnina izpod rok 19-letnega Filipa Kulčarja. Grafiti so vsem na očeh, dostopna in poznana ulična umetnost, hkrati pa v njihovi estetiki in namenu vemo precej malo. Zato si njihovo vlogo večkrat predstavljamo popačeno. Na severni strani stavbe fotozavnikera nastaja čisto prava umetnina. Jaz zdaj ustvarjam grafit. Motiv je fotografski. Hotel sem pa združiti izbral sem neko retro gospodičino z fotoaparatom, pa združil sem jo z modernimi napisi in tako je nastala skica. Stenski napis narejen s sprejem ni Filipov prvi. Lansko leto smo skupaj z šolo, skupina ljudi, delali en grafit v Ljutomeru na Kulkišta se je. 19-letnik najraje slika in kipari, grafit ga pa privlači zaradi svobodnega izražanja. Grafit pa sem izbral zato, ker me privlači vse vrste umetnosti, pa lahko si zelo kreativen, nimaš nobenih omejitev. Grafit začne nastajati tako, da si zarišeš najprej s črno ali pa svinčnikom, potem pa začneš nanašati svetlejše barve, pa potem temniš. Lastniku stavbe se je zamisel o grafitu porodila, ker so mu vandali stalno kracali po steni. Prejšnjo leto smo pobarvali na belo in je enkrat zjutraj je bilo vse črno napisane te grafiti gor drugi. Grafit bo končan v 3 dneh in vsi upamo in si želimo, naj dama s fotoaparatom in modernimi napisi še dolgo krasi vhod v Soboški park. 8. sočna vilica nam ponovno obeta topel poletni dan in pisano druščino grižljajev. To sezono bomo že drugič raziskovali mednarodne okuse in prvič gostili Fair Food Truck z ekipo 7 Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Ponovno se nam obeta topel poletni dan in pestra ponudba grižljajev. Sončni žarki ne popuščajo in nas bodo ponovno greli ta petek na neskončno 8. sočni vilici. Pridite na zadnjo počitniško druženje in z nami raziskujte ter okušajte nove okuse. Čaka vas mednarodna kuhinja. Ta petek 18. avgusta od 10:30 naprej se bomo družili in stiskali v senci z dobrotami, ki nam jih bodo pripravili pri Florianu, Mr. Falafel, Hotel Diana, Smoker Star in Fair Food Duel 7. Za dodatno porcijo sladkanja bo skrbel stari znanec Sam Churros, žejo pa bodo pomagali gasiti iz vinogradništva družina Kos in pivovarne iz Maribora. In kaj bomo okušali? Pester izbor jedi za vsak okus. Štajerski krapič, ki je še en Florianov odličen krapič. Mr. Falafel krožnik, priljubljena jed vilice izpod rok Mr. Falafla. Pozdrav iz Baščaršije, ki ga pošilja Hotel Diana, smokana svinska rebra in Jake Potato. Oba zasmokana od žar mojstrov Smoker Star. Grižljada, ki ponuja vrhunske grižljaje urbane kulinarike izpod ekipe 7 Fair Food Duela. Paleta odličnih sladic, sladka orgija iz malin, prefinjene bele čokolade, sadja in pina kolade. Čisto prava arabska baklava s pistacijami in rožno vodo. Sadni tiramisu v kozarcu po italijanskem receptu z gozdnimi sadeži. Churros presenečenja, prav posebej slasten churros, ki v sredici skriva pomarančni ali lešnikov nadev. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da na priljubljeni turistični točki obujajo izumirajočo pomursko tradicijo. Več si preberite na spletnem mediju, nas pa čakajo še kratke novice.
Jutri bo sončno, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 26, v Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo sončno. Temperature v Murski Soboti in Mariboru bodo zjutraj okrog 17 stopinj, dnevne se bodo povzpele do 32. V soboto se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Zapihal bo okrepljen severni do severni vzhodni veter. Jutranje temperature v Murski Soboti bodo okrog 18 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 28. V nedeljo se bo delno zjasnilo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastane lahko tudi kakšna ploha. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Hladneje bo. To smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi ostanite še naprej. Lep preostanek prazničnega dneva.